tem trenutku, ko se pogajamo o naslednji 7 letki novi finančni perspektivi, ne samo za kmetijstvo, tudi za kohezijo, so razmere izrazito neugodne za pogajanje. Jaz sem že v prejšnjih 2 letih nekajkrat povedal, da če kmetici, če slučajno mislimo, da ko se pogovarjamo za silne milijone, stotine milijonov, tudi kakšno milijardo, da živimo v nekem ločenem svetu, se motimo, da se bolj motiti ne moremo. Ker na koncu je razlika med 1% evropskega proračuna, BDP-jem, 1% in 1,1%, torej med 1 pa med 1,1 so strahovite desetine milijonov na letni ravni za Slovenijo, za kmetijstvo. Tako da, vedete, ko beremo v časopisi, da ena skupina držav zagovarja 1, druga 1,1, to ni neka zgodba, ki jo gledamo kot kriminalka, ki se dogaja nekje tam stran. To je ena zgodba, ki se bo poznala v količini po Prekmursko se reče penez leta 2014 za kmetijstvo v Sloveniji. To je prva zadeva, ki moramo vedeti. Druga zadeva, kaj smo do tega trenutka uspeli v Sloveniji izpogajati. Poznate, da v prvem delu pogajanj, to so potekala lansko leto, pa nekaj pred lansko leto, smo bili vsi usmerjeni na neposredna plačila. Mi v tem trenutku še vedno koristimo neposrednih plačil 144 milijonov evrov na leto. Lepota neposrednih plačil je, da vsako leto državi prihranimo 14,4 milijona, zato, ker se vsako leto delež evropskega proračuna poveča do 10%. Torej, če recimo to, kar se recimo sedaj bo začelo izplačevati za leto 2012, tu bo že razmerje 80-20. Od 144 milijonov Evropa že da 80%, mi pa 20%. Medtem ko tisto, kar se bo plačalo za leto 2013, pa se lahko začne izplačevati komaj konec leta 2013, pa še takrat brez sofinanciranja Evrope, more pa se izplačati do konca junija leta 2014, tam je pa delež evropskega denarja 100%. To vam govorim zato, ker je kmet in kmetijstvo kar naprej vi črpate državni proračun. Ravno napačno. Ko se gleda kmetijski proračun, ki je v bistvu zdaj nekaj malega, če 400 milijonov, da si se težje vidi, ko je znotraj kmetijsko-okoljskega, je tisto, kar država prispeva vsako leto za 20 do 25 milijonov manj kot prejšnjo leto. Zato, ker se veča evropski sofinanciranje in tu recimo, da je moglo biti kmetico ali kmeta sram, on za stališča slovenskega proračuna varčuje. To je prva zadeva. In nam so grozili, ko smo začeli pogajati z nekimi strašno čudnimi pa nizkimi številkami pa čudnimi idejami, da kjerkoli v Evropi živiš, moraš dobiti na hektar neposrednih plačil enako. Zato, ker je pošteno. In te tiste številke, ki so nam ponudili, so bile grozljive. Jaz sem rekel, da če moram tako številko v Slovenijo, potem rače kar v Bruslju ostane Britanije Fajonove. Da ne upam biti nazaj. Ampak nam je uspelo, ker smo šli v dober klub. Relativno hitro smo se pridružili klubu Avstrija, Nemčija, Francija in Finska, ki so razumeli naše težave in smo v tem trenutku znesek neposrednih plačil bolj ali manj uspeli ohraniti. Ko rečem bolj ali manj, je to zato, ker kako poteka evropska pogajanja, odpira se poglavje, zapira se poglavje, odpira se, zapira. Poglavje spogajaš, greš naprej. Vendar, dokler ni zadnja stvar spogajanja, ni spogajana še do nič. Ker še nikjer nič je podpisano. Zato v bistvu to, kar je spogajano v tem trenutku za neposredne plačila, je dobro, ampak treba se do konca vse spogajati. Kaj nas trenutno še vedno malo boli, je, da tem ljudem ne znamo dopovedati, da mi ne moremo si privoščiti izenačitve neposrednih plačil za travinje in poljščine. To je strašno pritisk na Slovenijo. Slovenija je dosti osamljena. Jutri recimo je evropski komisar Dacijan Čolos v Sloveniji, v Krškem se z njim dobimo, tudi jaz smo recimo pogovor z njim na 4 oči pol ure dolgi. V Kršku ga peljemo samo zato, da so imel gospod možnost malo peljati skozi Slovenijo z avtom. Da bo videl, da Slovenija ni isto kot Romunija, Bolgarija, ali pa Madžarska, ali pa Nemčija, ali pa Francija, da Slovenija nekaj posebnega. To pa zato, ker Evropejci, ko jim govoriš, oni nekaj ne razumejo. In to je to, kar morajo videti, je, da imamo pri nas napačno razmerje med travinjami. Kako se slanja? To se ti zgodi, če v Ljubljani živiš, če nekaj slovenske jezika ne znaš. Tam so neki cementi podobne besede.
Običajno razmerje je 1:2 v korist orne zemlje. Imamo pa na glavo obrjeno. Imamo pa recimo toliko kmetijske zemlje, da sploh pojma nimamo, koliko jih imamo. Jaz sem bil letos presenečen, ko smo dobili parlament poročilo kmetijskega ministrstva, pa sem potem ministra vprašal, pa potem je skušal Branko Ravnik odgovoriti isto, kaj se odgovoriti ne da. Ne? Kako je možno, da je na 26. strani napisano, da po statističnem uradu imamo 455.000 hektarjev kmetijskih zemljišč, na strani 92 po evidenci kmetijskega ministrstva, ki pa služi za izplačevanje subvencij, imamo pa tega 475.000. Ampak recimo ta evidenca ministrstva je točna, ker jo kontrolirajo Evropejci pa zavljoni sistema, torej imamo 475.000 hektarjev, od tega je samo 170.000 hektarjev orne zemlje. To je grozno, vete, to je dejansko grozno, ne? In mi si pri taki razporeditvi, če bi šli na enotno plačilo, kaj to pomeni? To pomeni, da imeli potem trgovine še več. To je čisti pritisk v ekstenzivno kmetovanje. In v tem trenutku zato potekajo silne napori, da jim dopovemo, da hočemo imeti diferenco in naj nam pustijo, da se sami v državi izmenimo, kaj je to diferenca, mi pa to mogli potem seveda jim dokazovati izračune. Če bomo ostali v dobrem klubu, če smo bili še naprej dobri za Francijo, Nemčijo, pa Finsko in Avstrijo, jaz verjamem, da nam bo to uspelo. Torej, to je edina skrb, ki jo imamo še pri neposrednih plačilih, vse ostalo so tehnikalije. In potem, sedaj pa potekajo in dosto nekem krču, v bistvu večjem krču, kot pred enim letom pogajanja o neposrednih plačilih, pa potekajo pogajanja o programu razvoja podeželja. Program razvoja podeželja je pa tisto, kar je težko 1,2 milijarde. Od tega je 960 milijonov evropskega denarja, ostalo slovenskega. Zdaj, če sem si številko zmotil slučajno, procent pa vem točno, ne? 78% je evropskega od 1,2 milijarde, ostalo je pa slovenskega, odvisno po stebri, ne? Za razliko od neposrednih plačil, če si normalni, izkuriš 144 milijonov na leto, če si pa nerodni, jih pa ne boš, jih bo samo 120, ampak jih več ni, ne? Kar nisi porabil za letos, nikoli več nimaš porabil, ne? Je program razvoja podeželja prijazen, moraš skuriti 7 let plus 2, torej imaš 9 let na razpolago, ne? In to verjamem, da bomo, in to tudi zdaj želja, da bi naslednje leto bistveno povečali, pa še leta 2014 in 2015 za nazaj, zato, ker imamo v tem trenutku neke velike težave in te težave so s tem povezane, da zelo dosti tehničnih razpisov, kaj so bili speljani, ne? Ljudje kar naprej, ker nimajo lastnega deleža za sofinanciranje. Prelagajo in država je do sedaj bolj ali manj pokimala, ne? Zdaj pa več ne more, ne? Ker zdaj nekje na polovici leta 2014 pa je treba vedeti, kdo bo lahko od teh, ki je dobil odločbo, izpeljal investicijo, če pa je ne more, more pa zdaj povedati, ker potem je treba denar odločbo dati nekomu drugemu. Kaj ti namreč? Mi denar lahko kurimo do konca leta 2015, odločbe morajo biti pa izdane do zadnjega dne v letu 2014. Zato bo tvili drugo leto strašni pritisk, dobil si odločbo, ne dovolimo ti podaljšanja. Kar je razumljivo, ne? Ker če tega ne uredimo, potem bomo denar pustili Evropi. Zakaj je program razvoja podeželja nam tako zelo pomemben? Ker za stališča slovenskega kmeta in kmetice predstavlja polovico tega parasubvencijo. Mi se moramo zavedati, recimo, ko govorimo, subvencije je sicer izraz, ki ga stroka noče, ga strašno sovraži, mi ga uporabljamo zato, ker ga vsi razumemo, ne? Mi nimamo v Sloveniji samo 144 milijonov subvencije, mi namreč imamo v programu razvoja podeželja plus 82. In to je tisto, kaj moramo tako zelo čuvati. Kaj je to plus 82? Plus 82 je približno 42 milijonov za OMD-je. To je sedaj že jasno, OMD-je bomo uspeli ohraniti. Zdaj tudi teh 8 kriterijev je že bolj ali manj takšnih, da so nam prilagojene. Ostalih 40 milijonov je pa nadstandardna pridelava. Takšna in drugačna, ne? Tukaj znotraj tega imamo pa tako razdeljeno, ne? Približno v tem trenutku plačujemo 10 do 12 milijonov za ekološko proizvodnjo, kar je bistveno premalo. Očitek, ki ga ekološki kmetje naslavljajo ostalim kmetom, je upravičen. Nikjer v Evropi ni razmerje med ekološko proizvodnjo in med integrirano proizvodnjo tam, kjer jo imajo, skoraj da izenačena. Jaz sem to tudi, ko sem bil še v neki prejšnji službi, v neki prejšnji vlade,
ko so prišli ekološki kmetje do mene, jaz sem tako razumel, kaj mi govorijo. Nas verjetno to snema tukaj, ali po mojem. Da te moram diplomatsko govoriti. Zdaj v bistvu sredi kmetijske politike je odločitve iz začetka kmetijske politike nemogoče popravljati. Če si sredi kmetijske politike odločiš, da bo spremenil razmerje med ekološkim in integriranim, se ti mimo grede zgodi, da ti kakšna evropska revizija sporoči, da mora vse, kaj si do zdaj izplačal, vrniti pa od kmetov izterjati. Verjamete, ni onaka, ne v tej državi, nekateri koli evropski, ki se bo 2 leti pred koncem ali 3 pred koncem upal spremeniti razmerje. Prevelike desetine milijonov so ga špilo in to je bilo nemogoče zdaj kar narediti. Ob tem pa, da vsi vemo, da so v kalkulacijah že razlike. Tako da zelo je za pričakovati, da se bo v bistvu teh 40 milijonov, ki je namenjeno, tako kot sem povedal, nekaj integrirani, ki kot take ne bo, pa smo nekaj novega dogovorili v Sloveniji, pamet ekološko, da se bo spremenilo v korist ekološke. Potem pa ostane še en kupček denarja, ki je še večji kot to. To pa je v bistvu denar, ki ga kmetije potrebujejo za tehnološko preusmeritev. Tega denarja, po mojem mnenju, se leta 2006 za kmetije načrtovalo premalo. Namreč od 1,2 milijarde se je za tehnološko posodobitev kmetij, pa še tu notri so še nekatere ukrepe, ki človek ne bi želel imeti, se namenilo samo 100 milijonov evrov. To ni dobro, ne? Ob dejstvu, da naše kmetije so tehnološko marsikatera komaj v procesu posodabljanja, redke so tiste, ki so že takšne, kot bi si človek želel, pa tudi tiste bo čez 5 let ugotovili, da so že zastarele, ne? Torej, verjetno bomo skušali na konto tehnologije na kmetijah dati bistveno več denarja. Zdaj, kakšno bo razmerje med tem, pa med investicijami v vasmi, pa nekaj še vse ostalega, tu se pretirano boriti ne rabimo. Zato, ker to razmerje, koliko je na posamezni osi za posamezni ukrep, bo pa, če se ne bo kaj spremenilo, sedaj je tako dogovorjeno, bo pa bistveno lažje znotraj države, brez nekih velikih soglasij komisije spremenjati. Kar sedaj ni možno, ne? To treba vedeti, ne? Fini zvoke, da smo zdaj si zgodili, ker se nismo. Pojma nimamo, kakšna bo velikost programa razvoja podeželja. Jaz bi lahko to dosti bolj diplomatsko povedal, ne? Je rekel, pogajanja so v teku, se borimo. Ampak to so besede, ki so same sebi namen. Noben v Evropi nima pojma, kakšen bo velik program razvoja podeželja. Zato, ker noben ne ve, ali bo na konci 1 ali 1,1. Ta 1,1 ali pa 1 bo po prve P udarila v tem trenutku. To je prva nevarnost te številke, ne? Druga nevarnost, ki se mi moramo zavedati, je tisto, kar mene strašno jezi. Vedno znova, ko komisija gleda posamezno državo, se države borimo za kohezijo, borimo se za to, pa za to, vedno bolj začne razmišljati, da se ne enostavno s posameznimi državami ne da boriti. In vedno bolj razmišljajo v to smer, sicer zdaj ne predglasno, da rečejo, vam bomo pa dali toliko na leto. To seveda za nas ne bo dobro. Ker če bo rekli, dobite pa toliko na leto, bo pa to povedano tako, da dobite vsega denarja toliko na leto. In v tem trenutku Slovenija počrpa sicer zelo različno, ne? Ko se je začela 7 let, ko smo prvo leto mislim črpali 450 milijonov, potem 600, pa 750, lansko leto mislim, da smo že prišli na 1,1 100, letos mislim, da je 1,4 ali 300 v plani, torej to se bo tudi povečevalo, ker tudi kohezija se na koncu povečuje, ne? Ampak generalno gledano je pa takole, mi črpamo od pogače 100, črpamo 60% je približno kohezija, približno 30% je kmetijstvo in ostalo, ne? In če bi prišli do tega, da bo se reklo, tu imate kolat 100, zdaj si pa ga razdelite, ni nujno, da je kmetijstvo zadosti močno proti koheziji. Ker tako, kot je Slovenija kupna reta, pretirano število občin, brez zamere župan,
jaz se tudi strinjam, da bi se krajevne skupnosti mogli združiti, ne, tako da to rečeno, oziroma ne, nastati, ne vse Bog ne daj, da bi se konkretne zapletal, ne, povzroči preveliko količina komunalnih, lokalnih skupnosti, povzroči strahovito potrebo po kohezijskih sredstvih. In težava od tega pa je, da župani pri nas so izrazito vplivni. In če se bo v nekem trenutku, če se bo te vsekala kmetijski sektor in kohezija, ni nujno, da bo kmetijstvo spogajalo to, kaj se želi. Zato ste videli zadnje 2 leta, kaj smo počeli. Strahovito hitro smo želeli spreminjati odnos Slovencev do slovenske hrane, torej do kmeta, ker je bila od zadaj ideja naslednja. Če se bo slučajno zgodilo to, kaj si ne želimo, potem želimo, da ko se bomo na odprti sceni zgrabili za denar, da bo slovenski davkoplačevalec vedel, kako zelo kmeta rabi. Če se bi slučajno zgodil črni scenarij. Zato je bilo to, jaz sem več čas govoril, ne se prepirati na javnih sceni. Lahko smo se zaprli, smo vrate zaklenili, nismo se pretepali, zelo daljše od tega pa ni bilo. Ne? Ampak na zven smo bili pa enotne, ker ugledni si samo, če si enotni, pa veš kaj grad. Ne? In ta proces, da bo slovenski državljan razumel, kako pomembna je slovenska hrana, bo treba stopnjevati do konca leta 2013. Za primer črnega scenarija. To je zdaj recimo, kaj se dogaja na ravni Evropske unije. Jutri, ko je komisar Čolos v Krškem, je v 10 pa skoraj do 1 okrogla miza, ker bo on tudi povedal, kaj se dogaja, tako da tisti, ki še ne veste, kaj bi jutri počeli, do Krškega pretirano daleč ni, pridite pogledati tja. Zdaj pa mogoče 5 minut še vzamem, če lahko. Lahko, hvala. Proračun za naslednje leto, kmetijski, ki še ni sprejet. Ta proračun, ko smo imeli odbor na kmetijstvu, vi poznate, da jaz ministra Bogoviča podpiram. Tudi če bi sam imel možnost, da izbiram, brez kar ministra Bogoviča, bi mu rekel, da je fajn, če on minister za kmetijstvo, zato ker je kompetenten človek. Je pa zelo osamljen, to morate vedeti. Minister je v tej vladi zelo osamljen človek. Jaz sem imel v neki prejšnji vladi srečo, da sem imel enega finančnega ministra, ki kadarkoli me srečal, je rekel, čudijan, kaj je slovenski kmet. Od kraja smislu, da me zabava, potem pa sem če časov tudi, da ga to ne zanima. Ne? Križnič je dejansko, ne vem, ali izvira iz kmetijske familije, ampak njega dejansko zanima, kako je za kmetom. Trenutni finančni minister pojma nima, kaj je kmet. To našemu kmetijskemu ministru strahovite težave povzroča. In kmetijstvo je pa v veliki meri odvisno od dobre ali slabe volje financ. To treba vedeti. Ne samo dinamika, tudi količina sredstev. In vso to na žalost kaže tudi proračun za naslednjo leto. Ta proračun ima nekaj dobrega v sebi. In tisto, kaj je dobrega v sebi, je zagotavlja denar za neposredna plačila za kmete. To je dobro. To je zato dobro, ker nekatere države, ko so v krizi, so celo to začele zamikati, zaradi svojega sodela. Ne? Tega ni v tem proračunu. Ta proračun zagotavlja zadostno količino lastnega financiranja za program razvoja podeželja. To je tudi dobro, ne? Ker brez tega je nemogoče ostalo črpati. Ne? Tudi ta proračun, kar je tudi dobro, zagotavlja za stališča okolja zadosti sredstev za črpanje kohezije, kako se le da. Ne? To je tudi dobro. Ne? Tisto, kar pa je v bistvu je pa groza tega proračuna, pa sem tudi rekel, da je nevaren eksperiment, ki se lahko za Slovenijo slabo konča, pa sta vsaj 2 točke. Prva točka je, da mi imamo v Sloveniji en sistem, ki se imenuje sistem varne hrane, nadzora nad varno hrano. Kmetijsko ministrstvo je bilo, pa kdorkoli je bil kmetijski minister, zato ker je bilo ves čas pod to hudo presijo evropejcev, je bilo včasih celo pretirano pridno ministrstvo. Če je imela država plan, potrebno na ravni ministrstva zmanjšati število zaposlenih za 1%, je to čudno ministrstvo zmanjšalo za 1,5%. Če je bil kakšen podoben plan varčevanja, to ministrstvo vedno bilo poglejeno, ker je bilo navajeno, da to, kaj se dogovori, tudi izpelje. Posledica tega je bila, da lansko leto, ko smo imeli revizijo Agencije za kmetijske trge, se nam je nekaj zgodilo, kam potem povedal, in tudi, ko smo imeli zadnji nadzor, kako nam sistem varne hrane deluje v Sloveniji,
so bili inšpektori, pa so rekli, res ste dobri, bolj vajno vse štima, ste ena od 3 najboljših evropskih držav, samo v končni fazi dajte mir. To, da vsako leto, ko pridemo, imate za nekaj procentov manj inšpektorov, to se mora zaustaviti, ker drugače boste pod nekim tveganjem. In so rekli, in te so mi dali ustno besedo, da bomo s tem končali. To vam govorim zato, ker sistem varne hrane pomeni 1/3 vseh zaposlenih na ministrstvu. Ti inšpektori, taki pa drugačni, to je, govorim zdaj o kmetijskem delu, ker kmetijski dela nekaj po 1000 ljudi, 400 pa nekaj jih dela na sistemu varne hrane, po celi Sloveniji in tudi v Ljubljani. In v proračunu za naslednje leto je kljub vsemu predvideno zmanjšanje števila zaposlenih za 20 ljudi. In tisto, kar je mene še bolj groza, pa je zmanjšana količina denarja za analitiko. Namreč, kaj se bo drugo leto dogajalo? Drugo leto kriza, ki je danes tukaj, se ne bo zmanjšala. Ne? To se bo samo poglabljalo, nažalost. Verjetno. In letos jeseni, po zadnji anketi, kako funkcionira potrošnik, je prišlo do preobrata. Če je zadnji 2 leti, anketa se dela 2krat na leto, jeseni in spomladi, če je zadnji 2 leti bilo takole, da so Slovenci začeli varčevati, ampak kot prvo pri avtomobilih, potem pri nekih lastnih investicijah, pa ne kaj še vse, hrana je bila nekaj na 6. mesto, niso varčevali. Do spomladi letos Slovenci nismo varčevali pri hrani. To je statistično, posamezno seveda lahko drugače, ne? Je pa jesenska analiza bila za kmetijstvo huda stresnitev. Iz 6. mesta je padlo na 1. mesto, da največ Slovencev razmišlja, da varčuje in bo varčevalo pri hrani. Mi smo zdaj prišli do tega, da prvo, kaj da začne družina varčevati v Sloveniji, je varčevanje pri hrani v tem trenutku, na 2 načina. Gleda se, koliko se kupi, bolj kot do sedaj, in iščejo vse poceni izdelke. Kaj pa to pomeni za stališča varnosti potrošnika? Pomeni, da bo na trgu vedno več izdelkov, ki bodo čist na meji. Ali so še kakovostno ustrezni, ali so še zadosti varni, torej ne povzročajo česa, kar ne želimo. Ne? Torej, tveganje se je začelo bliskovito povečevati. Ne smeš, če se ti tveganje povečuje, te se tudi ocena tveganja mora spremeniti, te moraš kontrolirati več, da lopove zgrabiš takoj. Mi pa gremo drugo leto tako, da pomembno zmanjšujemo denar za laboratorijsko analitiko. To si država ne bi smela povečiti. Druga zadeva, kar pa gre meni tudi strašno me jezi. Lansko leto smo imeli tudi revizijo Agencije za kmetijske trge. To je pa 2/3 zaposlenja. Torej od 900 nekaj, pa 300 dela na agenciji. Oziroma ne 270 tu nekje. In lansko leto, ko so bili ti štrumfi iz Evrope tu, ko je prišlo končno poročilo, bilo strašno, za moj pomen neumestno. Podpisal ga je generalni direktor pristojnega direktorata, bilo je pa naslovljeno na mene kot ministra, zahtevali pa so odgovor vlade. Tam je pisalo pa tudi takole. Vam sistem še dobro deluje, vendar ste z racionalizacijami v zadnjem letu, ki so bile pa hude, tudi tam se varčevalo, ste prišli na črto. Če boste še čisto malo nadaljevali, bomo razmislili, ali si še zaslužite akreditacijo. Ali po domače povedano, ali boste še imeli možnost, da koristite teh 300 milijonov evrov iz Evrope sem, ker ne moreš jih pripeljati drugače, kakor preko akreditirane agencije. In te smo mogli lansko leto kot vlada na vladi sprejeti pisno zavezo, čujte, od zdaj naprej bomo pridni, pa tam večno varčevali. In kljub vsemu so jih udarili za 10% navzdol letos, ne, za naslednjo leto. In jaz tem ljudem ne znam tega dopovedati, da ko se gre za 300 milijonov, se povrčevati ne sme. Meni nič ne pomeni, če privrčuješ tam 50 000 evrov, če groziš 300 milijonov. Ministru smo to razlagali, minister je tudi kimal, ne? Jaz sem rekel, da bomo pomagali v parlamentarni razpravi, probali razložiti vladi, da ko se gre na indeksirano varčevanje, kar sedaj delamo, ne? Neke prioritete pa morajo biti. In črpanje evropskih sredstev mora biti prioriteta in varna hrana mora biti prioriteta. Dodatna težava je pa tudi v tem, da po mojem mnenju se je prehudo udarilo po kmetijski svetovalni službi. Zakaj? Kmetijska svetovalna služba namreč
Za kmetijsko svetovalno službo eno leto pred novo schemo kmetijske politike je pa takšno leto, ko bi moji svetovalci hteli biti kar celo leto dopustili. Oni se morajo pripraviti na to, da leta 2014 ne bo temelj Slovenije. Sistem se spreminja, drugačen bo. Plačilne pravice se bo na novo delile. Vse bo drugače. Ti obrazci, na katere se zdaj vsi navajeni, se bo verjetno spremenili. Marsikaj drugega se bo spremenilo. In v takem času ne moreš ti razgrajevati službe, ki je osebno odgovorna, ali se bo kmetijska politika na terenu speljala. In sedaj potem, kaj je odgovor? Ja, se bo pa začelo kmetom zaračunavati. Torej, to so dileme leta 2014 v slovensko kmetijstvo. Hvala ti.